otroci gredo čez polja po rosni stezici. Jih samo sonce drži za roko in veter boža po licih. Že od jutra si prepevam, vem, da bo prekrasen dan, vse mi teče kot po maslu, veter piha v pravo stran. Nisem sončica, sijem, nisem ptička, letim, kam me nese, prav me nese, nosim, pa grem za njim. Mi je kakšno zrno sreče, padlo v čevelj ali žep, kamorkoli se obrnem, svet je velik, svet je lep. Kaj ti danes sem kot sonce, danes poje mi korak, kdo je pihnil, 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 dobro voljo skozi zrak. Naša šola vsako leto podeli posebna priznanja tistim, ki so bili še posebej aktivni na določenem področju.
Podelijo se priznanja športnik in športnica leta, kulturnik in kulturnica leta, zlata čebela in zlato satje. Prosimo gospo ravnateljico, če se mi znova pridruži na odru in podeli priznanja. Saša Oberč. Saša je umetnica po duši, ki je vsakemu vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Dejavna je predvsem na likovnem področju, najraje riše s svinčnikom, obožuje risanje tihožitja, pokrajin, prostora in se pri tem poigrava s sencami in odsevi. Od slikarskih tehnik najraje slika s temperami in akrili, njen priljubljena tehnika je kolaž, rada pa tudi kipari. Sodelovala je na 6. izletniški koloniji mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine, sodelovala in prejela priznanja pa je na 13., 14. in 15. likovni ustvarjalnici, na 7., 8. in 9. likovni delavnici bajke in povesti o Gorjancih, na 4. likovnem natečaju za osnovnošolce in srednješolce besedila v likovnem delu, na 15. mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj in na likovnem natečaju Voda izvir življenja. Sodelovala je tudi na šolskih prireditvah v sklopu pevskega zbora. Za njene večletne uspehe je učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje priznanje kulturnica šole. Teja Metelko Klemenčič. Teja je izjemno predana in vztrajna umetnica. Hkrati pa je tudi zelo uspešna učenka. Bronastemu priznanju iz znanja zgodovine in srebrnemu Cankarjevemu priznanju iz znanja slovenščine iz lanskega šolskega leta je letos dodala še bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja geografije in slovenščine. Sodelovala je na številnih literarnih in likovnih natečajih, za kar je prejela kar nekaj priznanj. Med drugim na otroški likovni ustvarjalnici, mednarodni kiparski koloniji mladih, likovni delavnici bajke in povesti o Gorjancih, likovnem natečaju Voda izvir življenja in izletniški koloniji mladih likovnikov Dolenjske. Sodelovala je na natečaju Pavčko Vitice, lanski zbornik je tudi ilustrirala. Je zlata bralka. Za njen prispevek v ugledu šole je učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje nagrado kulturnica šole. Nina Rajšov. Nina je vestna, vzorna učenka, na katero so se učitelji vedno lahko zanesli. Nina je skozi leta sodelovala pri več prireditvah, na zaključnih prireditvah, kulturni prireditvi o Prešernovem dnevu ter prireditvi Rastoča knjiga. Je tudi zlata bralka. V času šolanja je prejela kar nekaj priznanj. V šolskem letu 2019-2020 je prejela bronasto priznanje na tekmovanju Kresnička, v šolskem letu 2020-2021 je prejela bronasto priznanje na tekmovanju Kenguru, bronasto priznanje na tekmovanju Logika, biserno priznanje na tekmovanju Logična pošast in priznanje za uspeh na državni ravni na tekmovanju Logična pošast. V letošnjem šolskem letu pa je prejela bronasto priznanje na tekmovanju Logika, bronasto priznanje na tekmovanju Bober in bronasto priznanje na tekmovanju Logična pošast. Sodelovala je tudi na 15. likovni ustvarjalnici, kjer je prejela priznanje, ter na 9. likovni delavnici bajke in povesti o Gorjancih, kjer je prav tako prejela priznanje in nagrado. Za njene uspehe je učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje nagrado kulturnica šole. Rok Lavrič. Na področju športa in šaha so letos prednjačili šahistke in šahisti. Pod mentorstvom Toneta Perka so na področnih tekmovanjih dosegli številne uvrstitve med 3, tako v kategoriji ekip, kot v kategoriji posameznikov. Močno je izstopal Rok Lavrič. Zmagal je na področnem posamičnem prvenstvu v šahu ter bil pomemben del ekipe starejših dečkov osnovne šole Toneta Pavčka, ki je na področnem ekipnem prvenstvu osvojila 3. mesto. Rok je nastopil tudi na državnem posamičnem tekmovanju v šahu, svojo vsestranskost pa je dopolnil z nastopom v teku na 1000 metrov na področnem posamičnem tekmovanju v atletiki. Zaradi njegovih dosežkov in vsestranskosti si je priboril naziv športnik šole za šolsko leto 2021-2022.
Manca se je. Med dekleti naziv najboljše športnice pripada atletini in zelo nadarjeni šprinterki. Osvojila je drugo mesto na področnem prvenstvu v teku na 60 metrov. Na istem tekmovanju je bila tudi del naše štafete 4x100 metrov, nastopila pa je tudi na področnem tekmovanju v cestnih štafetnih tekih. Športnica šole za letošnjo leto je Manca se je iz 7B. Zlata čebela je priznanje, ki ga prejmejo tisti učenci šole, ki pokažejo večletno prizadevnost in uspešnost na več različnih področjih. Tokrat so prejemniki 4. Lan Dular. Lan je v 9 letih šolanja požel veliko uspehov na naravoslovnem področju. Je tudi iznajdljiv konstruktor. V 7. razredu je prejel 4 bronasta priznanja. Na Dominikovem tekmovanju, na tekmovanju Bober, na tekmovanju iz logike in tekmovanju Matemček. V lanskem šolskem letu je prejel srebrno Vegovo priznanje, v letošnjem letu je zelo uspešno zastopal šolo na kvizu Male sive celice. S svojim izdelkom se je uvrstil na državno tekmovanje Elastomobil. Osvojil je bronasto Vegovo priznanje, bronasto Stefanovo priznanje ter prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček. Za njegove večletne uspehe mu učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje priznanje Zlata čebela. Jan Zupančič je vesen učenec, ki je svoje zadolžitve vedno odgovorno opravil. V času šolanja je prejel kar nekaj priznanj. V šolskem letu 2019-2020 je prejel bronasto priznanje v tekmovanju v znanju vesele šole, geografije in na tekmovanju logika. Leto zatem je prejel bronasto priznanje na tekmovanju iz geografije, fizike, bronasto Preglovo in Poterasovo priznanje, bronasto priznanje na tekmovanju logična pošast in Matemček. Prejel je tudi zlato priznanje za uspeh pri nemški bralni znački, srebrno priznanje na državni ravni 10. glasbene olimpijade. V letošnjem šolskem letu je prejel še bronasto priznanje iz nemške bralne značke na tekmovanju Bober, logična pošast in Matemček, bronasto priznanje na glasbeni olimpijadi, geografskem in zgodovinskem tekmovanju, bronasto priznanje na tekmovanju iz fizike in srebrno priznanje na državnem literarnem tečaju društva Naša zemlja. Je zlati bralec. Za njegove večletne uspehe mu učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje priznanje Zlata čebela. Jara Parkelj. Jara je bila v 9 letih šolanja vesna, zanesljiva in zelo uspešna učenka naše šole. V 7. razredu je osvojila bronasto priznanje na tekmovanju Matemček ter bila na reviji otroških pevskih zborov odlikovana s srebrnim priznanjem. V lanskem šolskem letu je osvojila 3 bronasta priznanja na tekmovanju iz logike, vesele šole in glasbene olimpijade in eno biserno na tekmovanju logična pošast. V letošnjem letu pa je osvojila 3 bronasta priznanja na tekmovanju Matemček, na Dominikovem tekmovanju in na Cankarjevem tekmovanju. Na glasbeni olimpijadi je na državnem tekmovanju osvojila srebrno priznanje. Uspešno se je udeleževala tudi športnih prireditev izven šole. Zelo dejavna in prizadevna je bila tudi v skupnosti učencev šole. Je zlata bralka, opravila je tako nemško kot angleško bralno značko. Bila je nepogrešljiv del šolskih prireditev, ki jih je vodila, v njih nastopala, pela ali igrala na kitaro. Za njeno večletno delo je učiteljski zbor osnovne šole Toneta Pavčka podeljuje priznanje Zlata čebela. Rok Lavrič. Že od najzgodnejših let na tej šoli posega po najvišjih priznanjih. Ker jih je tako zelo veliko, naj naštejemo le letošnje. Samo letos je dosegel kar 9 zlatih priznanj. Zlato priznanje Matemček, Vegovo, Preglovo, Dominikovo in Stefanovo priznanje ter pohvala za 4. mesto v državi, zlato priznanje Bober in logična pošast, zlato priznanje iz programiranja z OTKS in zlato priznanje iz geografije. Poleg tega je osvojil še 4 srebrna priznanja, srebrno Cankarjevo priznanje, srebrno priznanje v ekokvizu in srebrni priznanje na tekmovanju iz vesele šole in zgodovine in 4 bronasta. Priznanje iz logike in angleščine, bronasto
Rusovo in Preglovo priznanje. Zmagal je na 5. stopnji literarno-likovnega natečaja Naša mala knjižica, uvrstil se je na izbirno tekmovanje za mednarodno fizikalno olimpijado in bil pomemben člen skupine, ki se je v tekmovanju Male sive celice uvrstila v polfinale. Ni mu pa zmanjkalo časa niti za branje, saj je opravil slovensko, angleško in nemško bralo značko. Za izjemne dosežke mu učiteljski zbor Osnovne šole Topavčka podeljuje priznanje Zlata čebela. Tudi letos smo postavili številne mejnike, ki se ne merijo s plaketami ali priznanji, a niso zato prav nič manj pomembni. Med nami sedijo posamezniki, ki so se naučili brati, premagali strah pred javnim nastopanjem, pomagali sočloveku v stiski, popravili tisto negativno oceno, ki jih je tako dolgo premenjevala. Prosim še za en velik aplavz za vse naše letošnje uspehe, ki so nam narisali nasmeh na obraz in privabili srečo v srce. Skupaj z nami je v letošnjem letu raslo naše znanje, naše zgodbe in naše pesmi. V okviru projekta Rastoča knjiga smo se letos združili vsi učenci naše šole in ustvarili nekaj prav posebnega. Pod mentorstvom razrednikov je vsak razred spoznaval, kaj pomeni požiranje knjig in na to temo ustvaril svojo kitico ter tako dodal svoj delček rastoči pesmi. Nekaj učencev naše šole je pod mentorstvom Aleša Šušnik-Škedelj omenjeni frazem tudi likovno poustvarilo. Dela, ki so nastala, si lahko po končani prireditvi ogledate v avli šole. Sedaj pa prisluhnimo pesmi, ki smo jo skupaj ustvarili. Požiram knjige, jemo knjige, zraven pa še fige. Knjige lahko bereš, fige pa pobereš. Rad požiram knjige cel ljubi dan, zato sem vedno razigran. V avanturah pravličnih veliko se naučim, znanja veliko pridobim. Radi beremo, ker to nas osrečuje. Kdor želi, lahko z nami potuje. Požiramo knjige, da beremo rime, dobre knjige, da se na znanje prime. Požiram knjige, majhne in velike, kot fige. Ko v žepu se skriva rima, to je res prima. Raje berem strip, kakor vozim džip. Ko požiram knjige, v njej dobivam namige. Ko začnem brati, preberem kar 2 hkrati. Knjižnemu molju prinaša branje veliko znanja. Ob tem ga ne moti nobena dejavnost zunanja. Knjigo požira, kot bi bila makaron, in zraven postaja en ogromen balon. Vsako jutro berem knjigo, z njo uživam prav vsak dan. Z njo hitreje čas mi mine, včasih berem kar ves dan. Požiranje knjig, to je prava stvar. A kaj ta stvar sploh pomeni? To pomeni, da ti je znotraj toplo. Ko se v eno knjigo zatopiš, zelo, zelo močno. Kdor požira knjige, bere rad. Ni pomembno, ali je star ali mlad. Z branjem domišljijo bogati in znanje v glavi nagradi. Mirni peč je zmeraj lepo, tako po zimi, kakor po leti. In tako naj stoletje že bo, dobro na peči ali pa v kleti. Avtorja naslednje pesmi pravita: važno, da streho imaš nad glavo in da po zimi ti je toplo, a si prepričan, da imaš težavo, a sploh veš, da srečo imaš zelo. Povem ti, sonce nad oblaki, nikar ne misli, da je slabo, verjemi, sreči so tvoji koraki. Daj se nasmej in naj ti bo lepo. In mi se s tem strinjamo.